Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tole pomlad 2020 si pa bomo zapomnili. Zaradi epidemije in širjenja virusa, koronavirusa SARS-CoV-2 se je pravzaprav tudi v Sloveniji kar za nekaj tednov ustavilo javno življenje. Sicer se ukrepi sproščajo, ampak tiste občine, ki so in pa v teh dneh praznujejo, tam pa praznovanje ne bo takšno, kot so ga bili vajeni, se pravi polno prireditev, druženj in pa seveda tudi podelitev občinskih priznanj. No, tako je tudi na Vranskem, ampak vseeno oddajo Župan z vami pa smo pripravili. Pozdravljen, gospod Sušnik, župan občine Vransko. Torej, župan ste že od začetka oziroma od ustanovitve občine Vransko, kaj takega pa še nekaj, ne? Ja, res je. Lepo pozdravljeni vsi. Nisem si niti v sanjah mislil, da bom v zadnjem mandatu mojega županovanja doživel tak izredni dogodek, kot je bila ta epidemija, kot je ta epidemija, ki je še vedno traja. In to je bilo nekaj posebnega, posebna izkušnja. Ne da se čisto enoznačno to zapisati. Smo pa veliko zabeležili, tako da bomo lahko pogledali nazaj, kaj se je dogajalo in kako se je vse skupaj dogajalo. A imajo tudi občine te načrte za primer epidemije, tako kot je na državni ravni? Vsekakor. Sestavni načrt ukrepanja v primeru nalezljivih bolezni je sestavni del načrtov, ki jih občina sprejema v sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite. Vendar je bil ta načrt narejen za čist neko drugo nalezljivo bolezen, ne za tako težko in nepoznano stvar, kot je ta naš koronavirus. Kdaj ste vi pri sebi spoznali, da gre za resno zadevo, oziroma mislim, da ste bili med prvimi, ki ste ukrepe sprejemali, mislim, da kakšnega še prej kot vlada? Res je, mi smo že 3 dni prej praktično dvigli štab, aktivirali štab civilne zaščite in jaz sem pač malo spremljal situacijo pri naših sosedih. Tu gre praktično za isti prostor, za enako misleče ljudi, iste kulture in bi bilo kar čudno zaverjeti, da se pri nas ta epidemija ne bi zgodila, ne bi pojavila. Je pa tudi resno, da smo malo čudno gledali, tudi neodzivanje naše vlade, ki se je potem pač v tistem vakuumu, v tem, ko je bil predsednik vlade v odstopu, ko so se iskale nove, ko se je formirala nova vladna koalicija, je bilo to kar za razumeti. Potem pa smo videli, da so bili kljub vsemu z nastopom nove vlade ukrepi glede na to, kakšne posledice je ta epidemija pustila v Sloveniji dobri. No, eni so takrat čisto na začetku komentirali, kaj si vi, župani, upate, na osnovi česa sprejemate neke takšne, ugašate, recimo zapirate šole in podobno? Ja, jaz sem bil precej kritiziran, ko sem odpovedal prireditev ob 8. veselico ob 8. marcu, dnevu žena, ko sem zaprl športno dvorano, vendar so bile te kritike res kratkotrajne. V trenutku, ko se je vlada odločila in zaprla vrtce in šole, so potem tudi tisti, ki niso verjeli v nevarnost tega virusa, spoznali, da gre za res. Potem je to od tih. Kako je bilo z zaščitno opremo pri vas? Torej, občina ni delovala oziroma je zaprla vrata za stranke, v šole niso delovali, ampak vendarle ponekod so pa potrebovali pa zdravstveni dom? Ja, mi smo z hudimi napori, vezami, poznanstvi zagotavljali tisto najnujnejšo zaščitno opremo za naš zdravstveni dom. Ampak mislite veze in poznanstve z vlado? Ne,
v kraju, v občini, tako da ne bo... V občini in v dolini. Ne? Tudi obrtniki, pleskari in vse, kjer se šele dali smo zdravniki, zobozdravniki, kjer se je dali, smo postrgali vse, kar se je dal dobiti, da smo zagotovili tisto najosnovnejšo zaščitno opremo za zdravstveni dom, lekarno, pa tudi za naš dom. Torej, naš dom, to je Zavod Sveti Rafael, upravlja z njim, pravzaprav tako najbolj občutljivo. Tam pravite, še danes je pravzaprav dom zaprt, ker gre za starejšo populacijo. Tako je. In tudi, bom rekel, najbolj smo se bali, da bo prišlo do okužbe v našem domu, ker potem bi imeli kar hude težave tako s pomočjo na domu, kot z pripravo socialnih obrokov, pa na vse zadnje se tam med 15 in 25 občanov redno hrani tudi z doma, predvsem starejših občanov, neki v sklopu pomoči na domu, neki pa samo dobivajo obroke iz našega doma. Pa so tudi te storitve še potekale? To smo bili dogovorjeni, da dokler ne bo okužbe, vse normalno poteka. V primeru okužbe v domu pa bi večji del tega padel na občinski štab in na občino. Del oskrbe pa smo itak že prevzeli in organizirali tudi preko štaba in preko občinske uprave, ki je v tem primeru delovala kot podporna služba našemu štabu za zaščito in reševanje. Najbolj je bilo potrebno poskrbeti za tako imenovane ranljive skupine, se je število teh pomoči kaj povečalo, mislim tudi na tople obroke, morda tudi za šolarje? Ja, res je, v trenutku, ko so se zaprli gostinski lokali, se šele pokazali, koliko ljudi je odvisno od prehranjevanja izven svojega gospodinjstva, ko so sami, ko so starejši in se prehranjujejo ali iz šolske kuhinje ali iz gostišč. Vse to je bilo treba nadomestiti. Jaz mislim, da smo zadostili vsem potrebam, tudi po dostavi osnovnih življenjskih artiklov iz trgovine. Smo imeli organizirano tudi oskrba z zdravili iz lekarne, je bila organizirana preko štaba. In moram reči, da je to teklo. Zahvaljujoč tudi prostovoljcem Rdečega križa in Karitasa, pa še na tem mestu bi se rad zahvalil vsem tem prostovoljcem, pa tudi 23 prostovoljcem, ki so se javili na poziv štaba in so čakali v pripravljenosti, da bi pomagali, če bi bilo potrebno, če bi bilo dosti huje. Jaz sem vesel, da smo uspeli, da predvsem zaradi razumevanja naših občank in občanov, ki so striktno upoštevali vse napotke, se strogo držali teh socialnih omejitev, izogibali stiku, da smo ostali občina brez okužbe. Tako, ena redkih, a ne bomo rekli, verjetno ste ponosni na to, tudi to bo šlo v zgodovino. Jaz mislim, da je predvsem rezultat tega, da smo relativno redko poseljeni, pa da so, še enkrat poudarjam, da so se vsi, tudi nosilci dejavnosti, ki so bili zaprti, da so upoštevali te odloke v zapori, da ni bilo ekscesnih dejanj, da ni bilo točenja oziroma odprtih lokalov na črno, da smo vsi resno vzeli ukrepe, jih spoštovali in rezultat tega je tudi to. Na začetku pa je bilo nekaj takega, da ste morali izrecno reči na igrišče, ne igrala, so prepovedana uporaba. Ja, mi smo... Pa povejte, da tu pa tam kdo pa je prišel čez hrib se malo vas ovati. V takem načinu življenja se dogaja tudi to, enostavno se ne da popolnoma izključiti. Tudi na tem področju smo odreagirali. Naš član štaba, ki je bil zadolžen za varnost, je
angažiral prostovoljce, ki so vršili obhode, sodelovali z redarsko službo in s policijo in smo predvsem z opazovanjem, z obveščanjem in tudi z angažiranjem redarske službe in policije tudi tiste redke primere, ki niso upoštevali navodil, uspešno obvladali. Ste pa tudi vi dobili kakšen klic, ne, da se kdo kaj ne drži? Zanimivo je bilo teh klicev, SMS sporočil in tudi elektronskih sporočil kar precej. Ljudje so bili občutljivi na neupoštevanje splošnih navodil, ki so v času epidemije, sploh v prvem obdobju, v mesecu marcu in v mesecu aprilu veljala, so bili, bom rekel, na neupoštevanje teh navodil so bili precej občutljivi in so odreagirali. So obveščali redarsko službo, so obveščali policijo, pa tudi občinski štab in župana. Ste vi tudi svojo številko dali ves čas na voljo? Moja številka je bila ves čas na voljo, pa na voljo je bila številka, posebej številka poveljnika štaba civilne zaščite, pa na voljo je bila številka moje sodelavke iz občine, ki je skrbela za dostavo iz trgovin, pa sodelavke, ki je skrbela za dostavo hrane po gospodinstvih. Tako. In so ljudje vedeli, mislite, da so vsi tisti najbolj ranljivi dobili pomoč? Jaz sem prepričan, da. Še povečalo se je število brezplačnih socialnih obrokov v tem času, ki jih itak že imamo od leta 2014, ne? Tam od 12 do 15 teh obrokov je bilo vsak dan razdeljenih brezplačnih, pri tem pa, da je še Karitas in Rdeči križ razdelil prehranske obroke za otroke osnovne šole Vransko Tabor, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano in teh obrokov je bilo razdeljenih preko 70. Občina za stranke je bila tako kot vse povsod zaprta za te neposredne stike. Katero delo je vendarle teklo? Glejte, vsi upravni postopki, občinski svet je normalno zasedal, praktično je vse teklo tako kot treba, da bi bili čisto zaprti tudi nismo bili, ker je bilo organizirano dežurstvo v času uradnih ur občine, je pa veljal poseben režim kontakta med našo dežurno uslužbenko sprejemne pisarne in pa med ljudmi, ki so prihajali. 2 dopisni seji ste imeli v tem času. Na prvi ste zamrznili kar nekaj pogodb o financiranju za javne zavode. Kako, zakaj? Res je, in to se je pokazalo, da je bilo prav, ne? Ker tudi zdaj pri teh zahtevkih, ki smo jih vlagali v imenu javnih zavodov, je to pokazalo kot dobro. Če je vrtec zaprt, pa če so vsi uslužbenci vrtca na čakanju na 80% plači, je že na osnovi tega, na osnovi deleža plač v ekonomski ceni jasno, da bi morali ekonomsko ceno znižati najmanj za 16 do 17%, ker bo to manj stroškov. Potem ni bilo stroškov z vode, elektrike, prehrane in bi bilo nerazumljivo, da bi obračunavali vrtec po ekonomski ceni. Ampak mi smo rekli, ne, ekonomska cena ne pride upošteva, ampak bomo pa pokrili vse stroške, vse dejanske stroške, ki jih zavod z vrtcem ima. In tukaj smo tudi naredili. Se pravi, vsi zavodi so pač posebne zahtevke dali in verjetno obrazložili? Nič kaj posebnega, ampak samo tokrat je bilo treba zahtevek dokumentirati z dokazili o porabi. Ker tudi stroški plač so bili nižji, ker so bili na čakanju, ne? To velja tudi za glasbeno šolo v Žalcu, pa drugo osnovno šolo, pa knjižnico. Kakšen je bil odziv? Po moje direktorji niso bili najbolj navdušeni nad tem. Nobenih problemov ne bilo. Nobenih problemov. In boste zdaj odmrznili? Normalno. Vete, takoj, ko se je knjižnica odprla, knjižnico smo že odprli občinsko, zagotovili tudi dodatno kadrovsko pomoč, ker je poseben režim dela za knjižnico zagotovili tudi
tisto prozorno zaščito za knjižničarko in pa avtomatski razkuževalnik za roke, tako da bo lahko knjižnica varno poslovala. Prav tako smo vse to zagotovili tudi za občinsko sprejemno pisarno in za krajevni urad. Pričakujem, da bo krajevni urad odprt 26. maja za stranke. Krajevni urad, občina pa bo začela redno sprejemati stranke, tudi 26. ker smo zdaj v naslednjem tednu še neka redna vzdrževalna dela. Bom rekel, nisem računal, da se bo tako na hitro odpirali vse skupaj in nismo uspeli postrugati in prilakirati vse parkete. Ste pa izkoristili to za... Bomo pa to izkoristili zdaj, da ni moteno poslovanje. Krajevni urad, to pomeni krajevni urad upravne enote, kaj ne? Kjer eden redkih, ki je še odprt, verjetno vi ste zelo zainteresirani, da krajevni urad ostane, da se ne zapira. Ja, glejte, to je, mi smo 20 km oddaljeni od upravne enote v Žalcu in pa število upravnih zadev upravičuje, da je ta urad odprt. Ker v primeru drugih občin v Spodnji Savinjski dolini je bil problem število upravnih zadev, ni upravičil prisotnost upravne delavke, zato so šli v zapiranje krajevnih uradov. Pri nas pa smo nekaj naredili tudi na promociji tega, je pa glede tudi na slabe prometne povezave z Žalcem, pa glede na oddaljenost, še enkrat poudarjam, je čist racionalno in upravičeno, da se ta storitev približa ljudem. Da je približena ljudem. Tako, kar se tiče letošnjega leta in prireditev, tako pust ste še izpeljali po začrtanih poteh, čeprav je tudi tam prišlo do menjave generacij pred časom, ste bili verjetno zadovoljni, kako so letos izpeljali pust? Glejte, Vranski pustni karneval je nekaj posebnega. Jaz mislim, da nobeno okolje z tako mehkim vložkom ne more narediti take prireditve, ker so pač posebno v tem, da ljudje, tista skupina zbrana okrog generalov, naredi karneval tak, kot je. In strošek je minimalen, strani občine, drugače pa mislim, da pa promocijski efekt je pa znaten. Tradicija je in vi, ki spremljate, pa ljudje, ki spremljajo ta karneval, tudi vidijo, da je zmeri trg poln. To je bila zadnja večja prireditev, ki je bila, drugače pa vse skupaj ostalo. In tudi šola vedno sodeluje, tu ni nikoli težav. Ne. Potem je vse obstalo, vendarle imate pa praznik, imate praznik 14. maja. Kako zdaj, bo sploh kaj, oziroma prejemnike priznanj ste na občinskem svetu določili? Aprilska seja, ki je potekala dopisno, je zaključila postopek izbire in potrjevanja nagrajencev občine Vransko za to leto in to imamo, nagrade pa mislim, te priznanje in bodo pa podeljena v prvi priložnosti. Jaz rahlo računam, da se bojo zadeve toliko spremenile, da bi lahko to naredili na eni prireditvi v počastitev dneva državnosti in tam na svečan način podelili potem te občinske nagrade. Normalno pa glede na veljavne ukrepe prireditev sploh v zaprtih prostorih pa javnih zbiranj ni in maj bo pač šel mimo v znamenju epidemije, v znamenju koronavirusa. Bo pa naslednje leto toliko bolj bodo ljudje verjetno cenili. Ljudje razumejo in to je tisto, kar mislim, da je nobeni ukrepi ne zaležejo, če jih ljudje ne sprejmejo. Podeljen bo en grb, ne? Zakaj prav gospodu Kukovniku in pa družina Zorko? Ja, glejte, mislim, da je bil gospod Kukovnik 4-5 mandatov svetnik, da je kar poznan v kraju.
Družina Zorko je pa to dobila zaradi uspeha na podjetniškem, na področju turizma, ker je zgradila in uspešno zagnala ta kamp Podgrad. No, o turizmu bova še kaj rekla v tejle oddaji. Kako je, ali bi morali imeti tudi kakšno odprtje investicij v tem času? Ja, ampak gledajte, to bo počakalo. Kaj recimo je bilo tisto od prejšnjega praznika do tokrat? Zaključili smo izgradnjo ceste Vransko-Lipa Vologa, tam je to že bila slovesnost, da to ni tak problem. Druge investicije še ta čas potekajo ali ste prekinili z njimi? Investicije smo po kakšnem mesecu dni ponovno zagnali. Trenutno se, danes v teh dneh se končuje izgradnja dovozne ceste do Gostišča Grof oziroma do Grofic, do stanovanjskega naselja Grofic. Potem smo nadaljevali z urejanjem pokopališča. V lanskem letu smo tudi cirka 300 tisoč evrov namenili za sanacijo 5 plazov. Pa zelo vesel sem, da v tem trenutku nadaljujemo z pripravo projekta za izgradnjo vodovoda, to je medobčinski projekt Zaplanina Ločica-Vransko. Ravno v teh dneh smo prejeli tudi sklep, da ni potrebna presoja vplivov na okolje, ker je bil velik problem pri izgradnji tega vodovoda oziroma pri pridobivanju dovoljenj. Pa v razpisu oddana so bila dela za cesto Ropasija Planina, pa cestni odsek Brode-Tešova. No, občina Vransko je precej velika, ampak razpršena poseljenost, verjetno je tudi zagotavljanje javnega vodovoda in cest in tega velik strošek za občine. Kako uspevate vendarle nekako slediti potrebam? Ja, zdaj v preteklih letih, ko smo se soočali z kar hudim problemom financiranja lokalne samouprave občin, je pač največji primanjkljaj se je demonstriral v tem, da smo zanemarjali obnovo cestnega omrežja. Jaz upam, da se bo to zdaj popravili. Mi bi mogli obnoviti letno 3 km cest, zdaj smo bili tam na kilometru 200. To je, na dolgi rok je to problem. Drugače pa moram reči, da smo tudi pripravili pa začeli z investicijo izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko. So to kar zahtevne zadeve. Boste povečali jo? To je čistilna naprava v Prekopi? Čistilna naprava se podvaja kapaciteta. Biološki del se dograjuje, ocenjena investicijska vrednost je cirka 200 tisoč evrov in izbran je bil tudi že izvajalec, ki bo to v letošnjem letu začel. Je to tudi zaradi novih blokov, zaradi novih stanovanj? To je normalna posledica priseljevanja. Čistilna naprava je dosegla svoj maksimum v delovanju. Težav zaenkrat še ni, vendar je treba slediti potrebam. No, drugi, ki se takole peljejo skozi občino Vransko, opazijo Grofice, rečete, nove bloke, pa pri Grofu tudi nekaj nastaja. To so zasebne investicije, koliko stanovanj, je to vse za trg? Jaz sem zelo vesel. V lanskem letu, v tem letu, v zadnjem obdobju je bil predano namen nov poslovni objekt firme Profikmet v industrijski coni, kjer ta firma razvija svojo dejavnost. V teh dneh se zaključuje gradnja hotela Grof z 80 novih postelj bomo dobili
hotelov visoke kategorije, tako da bo na območju gostišča Grof potem 94 postelj. Prvi novi stanovalci 32 novih stanovanj v naselju Grofice pa so že vseljeni. Mislim, da imamo 5 ali 6 stanovanj že vseljenih, tako da se ta prostor zapolnjuje. Ni pa občina sodelovala pri ali odkupila kakšno stanovanje? Mi smo tukaj samo in za investicije na območju gostišča Grof in za profi kmet in to pripravilo so potrebno infrastrukturo, da so bile te investicije možne. Ta vaša strateška lega blizu prestolnice pravzaprav je pa verjetno tisto, kar še dodatno privabi ljudi. Ja, res je. Zelo veliko je individualne gradnje, nekaj parcel je še na razpolago, drugače pa smo tudi sredi izdelave občinskega prostorskega načrta, ki bo odprl še nekaj parcel. Tako, občina ne bo kdaj investitor kakšne gradnje oziroma kako je s potrebami po stanovanjih? Ne, mislim, da ne bo potrebne, ker se konsolidira lastništvo tudi v Brodeh in tam je zdaj na osnovi zadnjih geoloških spoznanj se planira, da se dogradi še 108 stanovanj, pa še v Čeplah praktično 16, 17, to bi mogli zadoščati. Koliko bo potem prebivalcev vse skupaj? Število prebivalcev se nam nič kaj dosti ne veča, ker gre vse skupaj na račun višjega bivalnega standarda, to opažamo, ne? In je to kar zanimiva zadeva. Jaz mislim, da ne bomo kar tako hitro prišli čez 3000. To pomeni, da zaenkrat imate dovolj prostora v šolah, vrtcih ali resno razmišljate, da bo potrebno širiti? Trenutno je v vrtcu Vransko 1/3 otrok staršev iz drugih občin. To smo kot mejna občina, koristijo predvsem občani Lukovice in Kamnika, ki s tem, da vpisujejo otroke v vrtec Vransko, s tem kompenzirajo pomanjkanje prostorov v vrtcu v domačem okolju. To se pravi, če povem v številkah, pri 150 vpisanih v vrtcu Vransko, jih je 100 iz občine Vransko, 50 pa iz sosednjih občin. Tako da imamo v primeru potrebe, še zmeraj velja sklep občinskega sveta, da bi potem pri vpisu upoštevali ta domicilni princip. Mislim, da je osnovna šola Vransko Tabor prejela priznanje Blaža Komerdeja letos. Tako je. Zakaj? Kaj bi vi rekli, kako bi pohvalili? V šoli dobro delajo na vseh področjih. Mi smo ponosni, občina ponosna na šolo, tudi šolstvu in otroškemu varstvu namenja praktično največ skrbi in pozornosti. Poleg starejših in pomoči potrebnih, normalno. Drugače pa je dober kolektiv, trudijo se, delajo na vseh področjih, projektnega dela je veliko in mislim, da so si to priznanje zaslužili. Vi pa verjetno tudi te projekte kot občina podpirate, ne? Ali zgolj tisto, kar je nujno? Ja, gledajte, mi imamo šolo financiramo po posebni pogodbi, kjer je en del so tisti zakonski materialni stroški, potem je še pa dogovorjeni program, ne. Mi še zmeraj financiramo športnega pedagoga v prvi triadi, potem športna tekmovanja, pa še posamezne projekte, pa zgodno učenje tujega jezika, tako da. In verjetno se vam potem vrača ti malčki, ki zgodaj začnejo z vsemi temi dejavnostmi, ne, potem zrastejo še v boljše ljudi. Jaz sem prepričan, da je šola en bistvenih elementov enega kakovostnega bivalnega okolja, da pa je to še posebej poudarjeno v tistih šolah, kjer ni
potrebnega varnostnika. Ne. V šoli na Vranskem se še zmeraj pohvalimo, da ne potrebujemo varnostnika, da bi delal red. Naj tako ostane, ne? Ja. Kar se tiče, prej ste že omenili občinsko knjižnico, ki že deluje, ampak mislim, da je prostorska stiska pa v tej knjižnici kar velika in da nekako že razmišljate, kako to rešiti. Res je, mi imamo narejeno idejno zasnovo za zgradnjo nove knjižnice in tega, bom rekel, miniaturnega kulturnega centra s poudarkom na prostorih za knjižnico. In s tem, to je tudi del naših priprav na koriščenje kohezijskih sredstev naslednje finančne perspektive. Kje bi bil ta majhen objekt? Obdeluje se več možnih lokacij, ena je tudi tu v samem centru pri avtobusni postaji. Tako, vse veste, da ljudje z zanimanjem potem to spremljajo. No, se tudi projekt je bil predstavljen javnosti. Kulturni dom ga sproti obnavljate, v glavnem imate kar nekaj odmevnih prireditev tam. Ja, gledajte, tudi te prireditve, ki so v športni dvorani v kulturnem domu, gledališki abonma, na katerega smo ponosni, vranski poletni večeri, ki bodo letos po vsej verjetnosti nažalost odpadla, so en sestavni del enega zaželenega bivalnega okolja. Jaz moram pohvaliti tukaj naš Zavod za kulturo, turizem in šport, ki skrbi za to kulturno ponudbo in tudi ponudbo za športno-rekreativno ponudbo in tu se veliko dogaja. Jaz sem vesel. In pridejo tudi od drugod k vam, kaj ne? Ja, tudi normalno, koncerti. Napolniti športno dvorano, v dvorano pripeljati 600, 700, 800 tisoč ljudi. Pri 2500 prebivalcih se ne da, brez da se ne bi širše odprli. Seveda ste pa še vedno ponosni, oziroma ko vam je končno uspelo obnoviti Šventnarjevo hišo in zdaj pravzaprav sije v vsem sijaju. Ja, gledajte, to je bil zahteven projekt, obnova posvečena 150-letnici Trga Vransko in sovpadel tudi z izdajo te monografije. Jaz sem vesel, da smo našli moči, našli soglasje za financiranje teh dveh zahtevnih projektov. Tu je tudi odraz, kako občina skrbi za svojo lastnino. Mislim, da se že v letu 2000, ko se je občinski svet odločil za odkup Šventnarjeve hiše, se je nakazalo, kako se bo to reševalo. Je pa trajalo kar nekaj časa, da smo našli razlog za obnovo in 150-letnica trga je bil razlog za obnovo. No, nekateri bi to tudi kar porušili, a ne? Ja, to je spomenik. Trg Vransko je posebej zaščiten in se pač ne da. In mislim, da je prav to. Podoba trga je nekaj posebnega. Tudi cerkev župnijska je zdaj po etapah in zdaj končno obnovljena. Ne še čist, kaže pa že obnovljeno podobo. Jaz moram reči, da je občudovanja vredna pripravljenost župljank in župljanov prispevati tako visoka, tako velik denarja za obnovo cerkva. Mi imamo kar 7 cerkva v občini. Ravno te podružnične cerkvice po vseh pravzaprav hribčkih. Ja, nekaj posebnega smo, kar se tega tiče, kar zahteva tudi velik vlaganj. Vse cerkve so praktično kulturni spomeniki in vse cerkve so kar dobro obnovljene. Ponosni smo na njih. Tudi ta sam center trga, ki je kar nekaj let bil tako neurejen, je zdaj lepo obnovljen, parkirišča, ali potem so zdaj načrtovana še kakšna? To je samo prva faza. Ravno to, kako nadaljuje? Zdaj trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje za nov most, ki bo povezoval to parkirišče s centrom Trga Vransko, potem pride še pa okolica, ureditev okolice teh kostanjev in tega dela. Jaz upam, da bomo most naredili v letošnjem letu, lansko leto nam to ni uspelo, potem pa bomo šli še naprej.
Aha. Imate to že v proračunu, boste v rebalans To imamo dali? v proračunu. Most je v proračunu. Tako, ko smo ravno pri mostu in pa potem center varne vožnje, mislim, da je bilo nekaj razprav, da bi tam v okviru centra varne vožnje tudi kakšno dirkališče naredili. Glejte, to je bilo v prvi fazi, vendar so potem ljudje povedali, da tega ne sprejmejo v ta prostor in to je ostalo. S samim delovanjem centra ste pa zadovoljni? Ja, jaz osebno zelo. Mislim, da je zdaj tam zaposlenih v gostinskem in v delu okrog 30 ljudi, ko so pa kakšne prireditve, pa še bistveno več. Kar se tiče prispevka k promociji občine in kraja Vransko, pa je nedvomno prispevek zelo velik. Tam je tudi veliko prireditev, ki presegajo okvir učenja varne vožnje in tiste prireditve so dodana vrednost. No, letos ni veliko dežja, pravimo bolj, da je suša, kadar so pa poplave, se pa začnemo spet bolj pogovarjati o protipoplavnih ukrepih. Kako je zdaj s tem suhim zadrževalnikom ali kakšen zadrževalnik že načrtujete oziroma ali bo ali ne bo? Mislim, da je bilo glih 10 dni pred nastopom krize, je v tem našem kulturnem domu bil predstavljen projekt ukrepov, postopkov izgradnje in takrat so nam iz Direkcije za vode in z ministrstva obljubili, da bi imeli v letu 2022 začeli z izgradnjo. To je investicija države? Državna investicija, ja. Ocenjena na 13 milijonov, občina pa bo mogla zraven prispevati tudi svoj delež k izgradnji 3 mostov na Podgrajščici, ki so evidentirana kot ozko grlo, kar se tiče z vidika pretočnosti tega vodotoka. Samo območje, se ljudje strinjajo s tem, kako bo to urejeno? Na to predstavitev so bili vabljeni vsi lastniki parcel, ki bodo tako ali drugače prizadete za to izgradnjo in ni bilo nobenega, tukaj zdaj ni bilo nobenega nasprotovanja. Omenili ste prej tudi že poslovno cono Čeplje. Mislim, da ste jo razširili oziroma kako ste zadovoljni, kako je polna, kakšna podjetja so? Glejte, v tej coni je praktično že zmanjkalo prostora. Zdaj smo na tem, da pričnemo z izdelavo občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za območje vzhodno od poligona za trening varne vožnje, kjer je na razpolago še cirka 30 hektarov, neto 30 hektarov stavbnih zemljišč. Tam se zdaj konsolidira lastništvo in sklep o OPPN je že bil sprejet, bomo pa videli, kako hitro bo to šlo, kaj bo prinesla zdaj v bistvu prihajajoča kriza, kako dolgo se bo spet ustavilo investiranje. Kar se tiče pa prostora okrog avtocestnega izvoza, je pa zapolnjen. Ali razmišljate o kakšnih ukrepih, da bi pomagali tudi gospodarstvu, ali boste pač počakali, kaj bo država naredila, kakšne bodo potrebe? Glejte, mi smo prve ukrepe za pomoč gospodarstvu, predvsem turizmu in dejavnostim, ki so bile zaprte, že sprejeli. Pomembno smo razbremenili položnice za vodo, s tem, ko smo se odpovedali omrežnine za marec, april in maj. Če bo zdaj epidemija preklicana, potem bo ta ukrep prenehal veljati z mesecem, s 1. junijem. Drugače pa bomo videli, bomo sledili potrebam in videli, kaj bodo prinesli ukrepi sprejeti na nivoju države. Za nove investitorje imamo pa že itak, bom rekel, vse skozi v veljavo znaten popust pri obračunu komunalnega prispevka za proizvodne dejavnosti. Proizvodno kmetijsko dejavnost nudimo 75% popusta na dejanski izračun.
kar investitorji spoznavajo kot pomembno. In verjetno se pozanimajo prej, ne, pokličejo, iščejo razne možnosti, tudi od dlje ali domačini. Glejte, tisti, ki prepoznajo naš kraj, območje ob avtocesti kot poslovno priložnost. Vam avtocesta kdaj povzroča težave? Niti ne. Razen, ko je zaprta? Razen, kadar je zaprta, so sitnosti z povečanim prometom na regionalni cesti na relaciji Čeplje do Ločica-Trojane. Se pravi, takrat vidite, kako bi približno izgledalo, če avtoceste ne bi bilo? Ja, se to si danes ne zna nihče predstavljati. Kako je pa s samim turizmom zdaj? Omenili ste, da imate kamp, da imate nove namestitve. Kaj boste še morda ponudili obiskovalcem? Imate posebno plezalno steno. Kaj še lahko turisti tu vidijo? Ja, lejte, nedvomno je občina Vransko glede na število sedežev v restavracijah čisto v vrhu, glede na število prebivalcev. Zdaj, z zaširitvijo hotela Grof se ta destinacija kaže še v bolj pomembnem obsegu. Nesporno je velik prispevek k razvoju turizma pričetek polnega obratovanja kampa Podgrad, ki se je zgodil v lanskem, ki se je začel v lanskem letu. Tam imajo tudi bazen? Ne, nimajo bazena. Drugače pa tukaj občina sama gradi na pohodništvu, na neokrnjeni naravi. Imamo novega oskrbnika na planinskem domu na Čreti. Kar se tiče pa plezanja, plezarije, plezalnih sten, pa imamo kar 3-4 lokacije v občini. V bistvu se zdaj soočamo s problemom urejanja mirujočega prometa na izhodiščih do teh plezalnih sten, ker obiskovalci, bom rekel, hote ali ne hote, vede ali ne vede, zaprejo dostop do gozdnih vlak in gozdnih poti in povzročajo probleme lastnikom gozdov. Se pravi, to ni, da bi kdo imel v upravljanju ta plezališča, ali ja? Ne, to niso v upravljanju, ampak so to plezališča v naravi, ki so jih uredili alpinisti in jaz sem osebno se šel pogledati v nedeljo, kako to izgleda in moram reči, da je bilo tam na enem odseku 60-70 ljudi, ki se je družili pod plezalno steno, neki so plezali, drugi. Očitno so posebej zanimive, kar kaže obiskne. Boste potem morali urediti te zadeve? Ja, sanitarije smo že morali urediti tu v trgu. Ta plezalna stena tukaj pri našem domu je nekaj posebnega, ker je lahko dostopna. In tu je strošek občine tudi urejanje, praznjenje teh sanitarijev. Tudi sicer imate dobre pogoje za šport, športno dvorano, ki ste jo zgradili tudi kar veliko, a ne? Tam je tudi ves čas živahno. Dvorana je polna bila. Pa nogometno, da ne pozabimo. Dvorana je bila polna, nogometni klub, ki upravlja z športnim parkom, vidim tudi dobro dela, predvsem poudarek je tu na delu z mladimi. Kaj pa gasilci, nekako jih jemljemo za samo po sebi umevne, vi vsako leto podpišete potem posebno pogodbo z njimi o financiranju, letos ste jo tudi, ne? Vsako leto. Občina Vransko namenja za področje požarne varnosti cirka 53.000 evrov letno, 20.000 za redno delovanje, 33.000 pa permanentno za odplačilo potrebnih nabav za gasilska društva. Ima kakšno društvo letos kakšno obletnico, kakšno večno nabavo? Ne, to je za nami, obletnic ni, se bo pa zaključila nabava gasilskega vozila GVC 1625 za gasilsko društvo Vransko, drugo leto avgusta in se že dogovarjajo o nabavah nove opreme. Verjetno pa imate tudi pri vas nekakšen vrstni red, kako nabav in katero društvo? O tem odloča gasilsko poveljstvo občine
Vransko, ki ga sestavljajo predsedniki in poveljniki vseh 4 društev. Kako je bilo zdaj v tem času epidemije? Gasilci so opozarjali, ne kurite na prostem. Mislim, da nekaj je zagorelo na predvečer maja, 1. maja. Ja, glejte, v bistvu so ljudje kar upoštevali prepoved kurjenja v naravi. Tisti eksces, ki se je zgodil, in posredovanje gasilcev, ki so posredovali na podlagi zahtevka policije. Ljudje so prijavili tisto nelegalno kresovanje, prvomajsko, in potem so gasilci tisti del pogasili, ker je tako zahtevala policija. Tako, imate tudi že prve posredovalce? Prve posredovalce imamo mi že 2 leti. V tej zimi je bilo usposobljenih novih 36 prvih posredovalcev, sicer pa sem v času epidemije zamrznil delovanje prvih posredovalcev, ker niso ustrezno opremljeni. Sem pa vesel, da se jih je toliko javilo ponovno, tako da imamo praktično preko 50 usposobljenih prvih posredovalcev. Zdaj, tisti, ki so delali obnovitveni tečaj, ki so že prej bili v tem naboru prvih posredovalcev, novi so pa usposobljeni, pa še niti niso začeli delovati. Ne smeva pozabiti zdravstveni dom oziroma zdravstvena postaja. Dvigalo ste že pred časom namestili, pa pridobili ste pediatra? Tako je, skupaj z občino Prebold, Tabor, smo dobili pediatra, ki deluje v Preboldu. Mi smo lansko leto uredili otroško zobozdravstvo, trenutno pa teče akcija odprtja nove zobozdravstvene ambulante za starejše. Imamo še tu en prostor in si prizadevamo, da bi manko, ki je evidenten na področju zobozdravstva starejših, pokrili z novo ambulanto. Jaz upam, da bomo uspešni in da bo še v letošnjem letu ambulanta pričela z delovanjem. To bo javna ambulanta v okviru javnega zavoda, zdravstveni dom dr. Jožefa Trate Žalec. Koga morate prepričati? Zavarovalnico? Vse je odvisno od programa, od zavoda, ne? Ampak kaže na to, da bi uspel. Prostor je. Mi imamo ta prostor, ta zdravstveni dom je v večini v upravljanju javnega zavoda in tudi osnovno zdravstvo je v organizaciji javnega zavoda, zdravstveni dom dr. Jožefa Trate Žalec. Se pravi, vi niste bili ena tistih občin, ki je vse zdravstvo dala zasebnikom, koncesionarjem. Kako je ta odnos z Žalec, vendarle ste že prej rekli, kar nekaj kilometrov stran? Ja, glede, mislim, da dobro sodelujemo. Jaz sem kot župan gledal tudi na to podeljevanje koncesij čisto pragmatično in smo takrat naši zdravnici vprašali, kako se vidita svoje delovanje, so pač rekli, da se vidijo v javnem zavodu in smo ostali pri tem. Tako da tukaj ni nič posebnega, imamo koncesijsko zobozdravnico za starejše, imamo koncesijsko lekarno, vse ostalo je pa stvar delovanja javnega zavoda. Tako da bi lahko rekli, da občina ima vse tisto osnovno, kar potrebuje? Ja, ampak ne še v zadostnem obsegu. Problematika v zobozdravstvu je nasplošno. Problematika fizioterapije je tudi prisotna. Mi imamo koncesionarko, ki ima nekje 80% koncesije, kar je občutno premalo glede na potrebe v dolini, ko vemo, da je koncesijska fizioterapija kot pokrita komaj 49% po podatkih, po dostopnih podatkih. Tako da si prizadevamo, da bi izvajalka dobila še tistih 20% koncesije, da bi lažje pokrila vse potrebe. Dobili smo pa tretjo zdravnico, to pa tudi, tako da imamo zdaj praktično 3 zdravnike. Ampak ena je šla med tem v pokoj? Ne, ni šla v pokoj, ampak je odsotna zaradi specializacije.
Dobro. Kdaj imate zdaj v načrtu naslednjo sejo občinskega sveta in kaj recimo so tiste teme, ki bodo zdaj najbolj aktualne? Ja, junija bo v vsakem primeru zaključni račun, pa tekoče zadeve, če je še kje ostala, ne se zmeri pojavi potem. Verjetno boste rebalans sprejemali tudi vi? Rebalans ne zdaj. Rebalans bomo sprejemali septembra, ko bomo imeli tudi poročilo o polletnem poslovanju. Ste pa verjetno vseeno zadovoljni, da se je ta povprečnina povišala? Glejte, vsekakor, to je bil skrajni čas, ker je bilo zaradi defekta v financiranju občin že ogroženo delovanje, predvsem podeželskih občin. Tako. Kaj bi morda ob prazniku vendarle rekli, torej, ko bo prva priložnost, bo ena taka prireditev, da se ljudje dobijo skupaj, da podelite priznanja, ampak sicer kaj... Jaz se bojim, da množičnih prireditev še kar malo ne bo, ne. Ampak bomo že najdli, čas naredi vse, ne. Upam tudi, da se ne bomo soočali s kakšnim drugim valom, še s kakšnimi hujšimi grožnjami epidemiološkimi, potem bomo pa že praznovali tudi, ko bo čas. Tako, sicer pa delate naprej s polno paro in o tem bomo tudi poročali v naslednjih dneh. Ja, je pa tudi, bom rekel, mogoče čas, da se tudi malo umirimo vse skupaj. To je ta čas pokazal, da določenih stvari ni bilo, pa smo kar preživeli. Tako, in smo se kaj naučili, kaj bi vi rekli? Se obrniti malo sebe. Kakšno je vaše največje spoznanje v tem času? Ja, da bom rekel, malo več miru, ne? Pa tiste nestrpnosti, se mi zdi, da je ni to, kot je bilo, ne, da bi kar morali biti vse ta trenutek. Da kdaj lahko kaj počaka tudi? Da lahko kaj počaka. Dobro. Počakala bojo tudi prireditve v letošnjem občinskem prazniku. Hvala lepa za pogovor in seveda uspešno delo še naprej vam želim. Ja, hvala vam tudi. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in lep večer še naprej vam želimo.